Lepo pozdravljeni. Danes smo tukaj v Kobaridu pred trgovino Reinkarnika. Z nami gostujoča oblikovalka Petja z brandom Petjušik. Ker je tale trg svobode v Kobaridu kar precej hrupen, se bomo odmaknili v mrzli studenec. Pozdravljen, mrzli studenec. Karmen iz Reinkarnike nam je povedala, da je tukaj potekal en zelo zanimiv običaj v starih časih. V tem okolišu so namreč živeli slovenski staroselci in so verjeli v čudež vode in v čudež vsega drugega. In pa je, da so posekali drevo, zato da so si spucali dušo in osvobodili vsega slabega. Okrog tega starega drevesa so pa postavili kamen. Petja, ti si restauratorka. Ja, restauriram predvsem stenske poslikave, to predvsem pomeni freske po cerkvah in tako na tak način. Sicer imam zelo potrebo potem, da sama ustvarjam, tako da zato tudi imam svoj brand in se nekako želim bolj v tisto smer naprej. Kdo pa je Petjušika? Petjušika je pač moja blagovna znamka, kjer izdelujem ročno izdelan nakit, izdelujem oblačila in včasih tudi kakšen kos predelam, se pravi, kakšnemu staremu kosu dam novo življenje. Ali oblačila, ali mogoče včasih tudi kakšen kos pohištva. Nakit izdelujem iz keramičnega prahu, se pravi, sama si naredim kalupe, kjer vlivam potem ta keramičen prah, in nekateri izdelki so tudi pozlačeni z zlatimi lističi. Kaj so kobariški štruklji? Zelo dobra jed. To so eni taki posebni štrukeljčki in noter je nadev iz orehov. Morate probati, zelo dobro. To je kuhano v vodi, no? Tako da, in čez malo maslička in drobtinčka. Kaj pa tvoj prosti čas? Večinoma sem v svoji delavnici in ustvarjam, no. Tako da raziskujem vedno neke nove načine, kako bi se lahko izrazila. Se pravi, te moje izdelki, zadnje čase me pa vedno bolj vleče tudi slikarstvo. Hribi ali morje? Ker živim v hribih, se bolj pogrešam morje. Hvala, da ste gledali Vili TV.